Matej, živijo. Živijo. Na Kalčkovih predavanjih si predstavila svojo tretjo knjigo, Matejina veganska kuhinja, tretji del. Ja. V čem je ta knjiga različna in kaj prispeva k dosedanjim dvem, poleg tega, da prinaša vrsto novih uporabnih in okusnih receptov? V bistvu tretja knjiga je različna po tem, ker je veliko več strokovnega dela. Se pravi, strokovnega dela pa zato, ker sem imela soavtorja, mojega moža, ki je po poklicu diplomirani mikrobiolog in mi je veliko pomagal pač na kemijskem področju, je tudi sam par poglavij napisal, tako da je dosti bolj strokovna. Je pa v bistvu ta tretja knjiga, kar se tiče receptov, so v glavnem brezglutenski, pa par receptov je spera, drugače pa vse brezglutensko, no. To je razlika. Zakaj tokrat morda večji poudarek na brezglutenski hrani? Zato, ker sem se v bistvu kot svetovalka srečevala z različnimi alergiki pa ljudmi, ki so intolerantni na pšenico pa na ostala žita in sem videla, da v bistvu je potreba potem, da se to napiše zato. Ali bi svetovala brezglutensko prehrano tudi tistim, ki niso intolerantni na gluten? Tako bi rekla, da delajo v občutku. Jaz sem videla, da zadnje čase me je pšenica začela ful motiti in sem jo izločila iz svoje prehrane. V bistvu sem pero jem, pa kamut, pa ostala žita, pšenico ne. Je pa res, da je današnja pšenica ful drugačna od pšenice, ki je bila včasih, ker ima dosti več glutena, pa precej je skrižana. Zato bi mogoče bolj svetovala, da včasih res grejo malo na brezglutensko, ampak bom rekla po feelingu. Kateri so to nauki stare dobe, starodavnih časov, modrosti glede prehrane, ki bi jih lahko prenesli in ki jih je treba prenesti v današnje čase? Predvsem gre za, da se uživa več fermentirane hrane, na kar smo pozabili. Zdaj recimo je zima, pa imamo veliko kislega zelja, kisle repe. To je fermentirana hrana, ki je ful zdrava za naše črevesje. Pol recimo več poudarka bi lahko dali na kombinacijo hrane, da v enem obroku namešamo 5 ali pa še več različnih živil naenkrat. Potem lahko bi več uporabljali recimo kokosovo maščobo, pa malo manj ostala olja. Lahko bi malo nehali kavo piti, ker res ni dobra. To so v glavnem te stare modrosti. Katera živila ne bi smeli kombinirati med seboj? Recimo, ena osnovna napaka, ki jo delamo, je, da mešamo škrobnata živila pa proteine. Zato, ker se prebavljajo v čisto različnem okolju, z čisto različnimi encimi jih razgrajujejo in prebava enega izključuje prebavo drugega. To je recimo, pa sadje naj bi se tudi jedlo samo. Mi pa nekako smo navajeni, da vse skupaj zmešamo. Ravno to je osnova našega nekega splošno sprejetega načina prehranjevanja. Ogljikovi hidrati in beljakovine skupaj, tak sadje potem na koncu. Kot neki narekovajih za zdrav zaključek. Ja, samo to je narobe. Kako se nam je to zgodilo? Kako se nam je to zgodilo? Zato, ker smo verjetno hoteli biti gurmanski, pa hoteli smo dobro jesti, pa se nismo ozirali na to, kaj to povzroči. Ampak dejstvo je, da veliko ljudi, ki ima težave s prebavo ali pa z napihnjenostjo ali pa s takimi stvarmi, da enostavno je edini problem to, da ni ta prava kombinacija hrane. Velikokrat ne. Ampak to smo pozabili, ker naši predniki niso tako jedli. So jedli zelo enostavno hrano. Hvala za zanimiv pogovor in dobre nasvete, Mateja.